Simona Škrabec je prevajalka iz katalonščine ter v katalonščino in španščino. Pisateljica, intelektualka, komparativistka, raziskovalka, kolumnistka, visokošolska učiteljica, prevodoslovka, mislica, avtorica znanstvenih monografij. Že 30 let prenaša slovensko literaturo in kulturo na Iberski polotok, predvsem v katalonsko okolje. Je idealna sogovornica za pogovor o novih življenjih, ki jih knjige in literarna besedila dobijo s prevodom. O tem, kako Slovence vidijo drugi, predvsem narodi na oddaljenem evropskem zahodu. Simona, tvoje delo spremljam že leta. Opazujem, kako počasi, plast za plastjo, nalagaš posamezne elemente slovenske literature v prostor Iberskega polotoka. Preden se skupaj ozreva na prehojeno pot, uvodno vprašanje. Ko sem razmišljala, s katero oznako od navedenih bi te najlažje označila, se mi je pokazalo, kako kompleksno pravzaprav je kulturno posredništvo. Ni dovolj, da prevajaš, ustvarjati moraš vedno nove kontekste, kamor svoj in druge prevode lahko umestiš. Se ti ne zdi, da je takšen celosten pristop nujen, če hočeš pritegniti pozornost in pustiti sledi, in da se je tudi nenazadnje delo prevajalk in prevajalcev spremenilo? Da ni več dovolj, da zgolj seveda v navednicah, prevedeš besedilo. Hvala lepa, Barbara, za tako lep uvod. Ta celostni pristop, verjetno jaz sem pač tak človek, ne bi rekla, da je pravzaprav nujno ali pa da se mogoče to da je vedno taka potreba potem, samo glede na to, da mene prevod na začetku sploh ni zanimal, ker je mene zanimala najprej literatura, sem seveda prišla do tega, da prevajam čisto iz nekaj drugih razlogov. V glavnem je šlo za to, da sem začela prevajati tiste knjige in besedila, o katerih sem hotela govoriti. Nisem se hotela odreči svoji deželi, svojim jezikom, in na tak način nekako pravzaprav sem razvila res eno precej zapleteno življenjsko ali pa profesionalno pot. Zaradi tega tudi jaz sama ne vem, pravzaprav, kadar me ljudje vprašajo, kaj delaš, si hitro moram nekaj smisliti. Včasih rečem prevajalka, včasih rečem sem profesor, včasih rečem delam z literaturo. Ampak je res, da tudi na našem humanističnem področju nam mogoče manjka en pojem. Tako kot zdravnik reče, sem zdravnik in si vsaj približno ve, da dela v zdravstvu, pa je sigurno razlika med kirurgom in ne vem, zdravnikom, ki dela v občinskem zdravstvenem domu. Ravno tako bi verjetno na tem področju humanistike mogoče mogli se vrniti na te velike stare pojme in reči, kaj si ti po poklicu, sem humanist ali pa sem, ne vem. In potem to pomenilo pač to, da nekako obvladaš ta cel svet, zaradi tega, ker so te stvari sploh pa na tem področju izjemno povezane. Kolikor več veš, kolikor širši imaš nekako pogled, potem tudi lažje delaš in s prevodi, gotovo je tako z literarnimi prevodi. Največja skrb, vsaj meni se še vedno to dogaja, da pravzaprav tekst razumeš. In ne zaradi tega, da ne bi razumel besede ali pa nekaj izraza, ampak da razumeš, zakaj in na kakšen način pravzaprav pisatelj govori skozi to svoje besedilo. In to je tisto, kar je najtežje na nek način, stopiti noter v besedilo. Ker potem, ko ga enkrat razumeš, potem tudi najdeš način, kako se da to potem prevesti v nek drug jezik. In zaradi tega je tudi meni, včasih me vprašajo, kaj mi je lažje prevajati slovenščine v španščino, katalonščino ali obratno. In vedno rečem, da je meni lažje prevajati v tuj jezik, in to zaradi tega, ker enostavno vem, več razumem, boljše razumem kontekst čezmeri domače književnosti. Ker v tuji književnosti sem res že dolgo časa tam, ampak na nek način je pač ena cela literarna tradicija, ki jo vsak avtor nosi na hrbtu. In zaradi tega jo nekako tudi je treba poznati, ker če tega ne poznaš, potem se hitro zgubiš, in pravzaprav misliš, da nekaj prevajaš s slovarjem, v resnici je pa zgodba čisto nekje drugje. Ja, prevodi se v resnici nalagajo, ne? In v resnici to nalaganje prevodov potem vodi v prepoznavnost neke kulture v drugi, ne? Zato bi rada tudi, da se v tem najinem pogovoru v resnici pomikava nazaj. Se pravi, od tvojega zadnjega objavljenega prevoda v katalonščino, ki je Pahorjeva Grmada v pristanu, ne? To je prevod, ki trenutno izredno odmeva,
Jaz sem gledala recimo ta tvoj pogovor o knjigi na 3. programu katalonske televizije. In tako, To je Barbara, prosim, to je prvi program, samo prvi. TV3, zato ker je bila No. prvi, pa drugi sta bila španska, pol ta prvi katalonski je pa tretji. No, se pravi, ja, tretji, zadnji so prvi, ne, kako je že, ne? Ja, No, tako je ampak to. imenuje se ne pač, ja, tretji, ne? In v bistvu to, kar me je zelo prevzelo, je, da sta bila tvoja sogovornika, ne, tako pač filozof Xavier Antič, kot tudi moderator, sta bila na ta pogovor s tabo izredno pripravljena, ne? In tudi predstavitev knjige same je bila tudi poglobljena, tako se mi je zdelo, v resnici to danes ni več samoumevno, ne? In zanima me pa še, kakšni so bili drugi odzivi na to knjigo. Verjetno tudi, torej si doživela še kakšne druge odzive in da, kakšni so bili, no, to me zanima. Ja, zdaj knjiga je ravno izšla, ne, se pravi niti mesec ni tega. Šla je seveda v teh čudnih okoliščinah, tako da verjetno bi marsikaj drugega še doživeli, če bi jo lahko predstavili v kakšni knjigarni ali karkoli, pač tega ni bilo. Zdaj zaenkrat ima kar nekaj zelo dobrih, zelo poglobljenih kritik po časopisih, tako še prihaja, ravno to nas so mi povedali, da pride še ena, da se pripravlja. Pa tudi ta pogovor na televiziji je pa tudi res, da ta novinar, ki to vodi, to je ena taka celovečerna oddaja, tudi aktualni politiki, in ker je njemu, tukaj mu je tudi Xavier, ime Xavier Grasset, mu je pač literatura všeč, potem rad povabi tako koga v goste. Tudi meni je ravno tako me je povabil tudi takrat, ko je moja knjiga izšla, prav z velikim presenečenjem, ker je pa to res nekdo, ki ga knjige zanimajo na tak poglobljen način, so potem pogovori tudi verjetno zaradi tega drugačni, kakor smo vajeni, ker to ni oddaja o knjigah, to ni oddaja, ki bi bila nekako vodena z tega bolj komercialnega ali pa založniškega interesa, kar se dogaja zelo v Španiji, ker je španska industrija tako močna knjižna, da se potem te založbe zelo vtikajo v to, koga je treba predstaviti in kdo je slaven in kdo ni slaven pisatelj. Ampak je pač knjiga nek program, ki je zrasel iz tega zanimanja za neko poglobljeno ukvarjanje z literaturo, in Pahor je tukaj seveda njim blizu. Mislim, lahko mogoče govorimo malo o tem, zakaj. Ker je ta ideja Trsta od vedno prisotna, v Kataloniji na nek način se z njo identificirajo s tem mestom, zaradi tega, ker je na obali, ker je pristanišče, ker je dvojezično, oziroma ne vejo niti koliko je jezično, vsekakor se marsikaj križa. Recimo Claudio Magris ima prevedene v katalonščino, verjetno res čisto vsak svoj prosti spis, ne samo vse knjige. In je neka taka čudna privlačnost, ki jo pa pravzaprav potem se pogovarja s prevajalkami, recimo Magrisa, in niso nikoli bili v Trstu, tako da je na nek način ena taka ideja nekega mesta iz prejšnjega obdobja, zaradi tega, ki je tudi potem s to Avstrijo nekako na čuden način povezan, kar seveda za nas zelo težko misliti o Trstu kot avstrijskem pristanišču, se mi zdi. Ne vejo pa ničesar o Slovencih, oziroma na kakšen način bi to bilo povezano. Zaradi tega je tudi pol zelo zanimiva ta Pahorjeva zgodba, zato ker gre prav proti tej ideji romantični ali pa lepi, nostalgičnega Trsta kot nekega otoka miru sred Sredozemlja, ki je tudi Magris zelo pomagal ustvariti, da se potem govori tudi o tem, kaj bi pravzaprav fašizem bil, na kakšen način je nacizem prodrl do Sredozemlja. In to je potem ena protizgodba, kar Pahor s svojimi temi kratkimi zgodbami pravzaprav doseže. Tako da se mi ne zdi čudno, da je toliko zanimanja, ker je kot bi na nek način Katalonci odkrili, od kje je ta privlačnost tega Trsta, da ni samo v tej lepi podobi ali pa neki zanimivi raznolikosti, kakor so ga do zdaj gledali, ampak je verjetno tudi vsa ta bolečina, ki je zadaj na nek način, oni se lahko v tem zelo prepoznajo. Kar bi se verjetno zgodilo, ti dobro veš, tudi z Baski, navsezadnje. So to kulture, ki so zelo veliko pretrpele v 20. stoletju. Ja, imaš prav, ker tudi recimo Trst se mi zdi, za špansko govoreče, da govorim za peninsulo, je nekako se mi zdi ta nostalgičen spomin v resnici na neko preteklost, idealiziran neke preteklosti, ki v resnici je okrutna, krvava.
Ja, Trst pa tudi nasploh ta ideja te Avstrije, Habsburške, ne? Zaradi tega, ker pravzaprav ničesar ne vejo o temu in potem so vsi ti pisatelji tam do 30 let, ne, najbolj bran pisatelj, vse za katalonske knjižnice vem, je Štefan Zweig, ne? Tega svojega, mislim, da tudi v Nemčiji več ne izdajajo, ne? Ja. In je en tak pogled na to, da je velika kultura evropska nekje v teh krajih zaradi tega. Ampak to je tako en res nostalgičen pogled. Jaz, ko skušam tvojo zgodbo brati, se mi zdi, da v resnici ta pozornost, ki je zdaj recimo namenjena tvojemu prevodu Pahorjevega besedila, da je zanje v resnici značilna, zaslužna tudi zbirka tvojih refleksij zbrana, ali pa mikrozgodb, zbrana v bistvu v knjigi z naslovom Vračam se iz gozda z obarvanimi rokami, ki je bila napisana v katalonščini, letos pa si priskrbela tudi za slovenski prevod. In tudi ta, kolikor vem, je doživela zares izjemen odziv, sploh če jo primerjam recimo z odzivi na Pahorjevo nekropolo. Namreč zanimivo se mi zdi, ne, da Grmada v Pristanu odmiva veliko bolj kot nekropola. Ampak to pa hkrati pomeni tudi verjetno to, ne, da je ravno Simona Škrabac v Kataloniji najbolj navajena in najbolj brana slovenska avtorica, ne? Mislim, zdaj, ja, no, ampak to ni nobene zasluge zaradi tega, ker jaz tukaj živim, pa vseeno počasi me nekako eno prepoznavnost dobiš, ne? Ampak recimo v tej Pahorjevi nekropoli je pač to, šla je pri zelo majhni založbi zunaj Barcelone, kar je tudi pomembno, ampak minilo je od tega sigurno 15 let, ne? Ja. In teh 15 letih se je marsikaj spremenilo, tudi v tej prepoznavnosti. Slovenija, Pahorjev nekropol sem jaz mislim 2004 naredila. Se pravi, takrat je ravno Slovenija začela svojo pot v Evropsko unijo, ne, smo bili še nekje zunaj zemljevida, zdaj pa nismo več, ne, zdaj pa Slovenija vseeno nekako ena evropska država, vseeno obstaja, ne, naši, ne vem, kolesarji zmagujejo na tekmah in tako naprej. In je neka prepoznavnost, tako da verjetno tudi pomaga, s tem, da seveda Nekropola je roman, ki ga ljudje tukaj ne morejo brati, ker nimajo nobenega poznavanja o tem, kaj je pravzaprav bila. Čeprav se veliko bere in prevaja, ampak to zavest o tem, kaj je nacizem bil in kaj so bila koncentracijska taborišča, je tukaj zelo šibka. In glavno prihaja skozi te bolj omiljene inačice. Schindlerjeva lista, to bodo gledali, ne bodo Pahorjeve nekropole brali. In predvsem povezana s tem, da z iztrebljanjem Judov, ne, in ker Judov pač v Španiji ni, kakor itak vemo, od srednjega veka naprej, ni, v narekovajih, potem to pomeni, da se je to zgodilo enim drugim ljudem in nima nobene zveze z nami. Medtem ko če bereš, če je pa Pahorjeva nekropola, je pa to pogled, ki pa seže do vsakega Evropejca. In to je zelo žalostno, tudi predvsem v Kataloniji, zaradi tega, ker zelo ogromno katalonskih republikancev je končalo v Mauthausenu, ker je bila pač zveza med francosko vlado in nacizmom in so potem vse te ubežnike so v Franciji ostali, v delovnih taboriščih potem direkt poslali v Mauthausen. In tudi ta zavest nekako ni dovolj. Kataloncija, jaz Katalonijo pač bolj poznam, tudi Španija verjetno je zelo podobno. Ta pogled na preteklost nikakor ni razčiščen. In zaradi tega je potem avtorji, ki so zelo močni v tem, da je treba misliti o tem, kaj je preteklost bila, so neuspešni. Ne? In s tem imamo Pahorjeva nekropola, se spomnim, enkrat smo v enem klubu brali, tako bralni klub v knjižnici, in je pol ljudi prišlo, ko so rekli, nisem mogel končati roman. In čist iz tega, ker podira toliko enih predstav o tem, da ne morejo se s tem, nekako ne morejo sprejeti, da je bilo to tako hudo. Drug avtor, ki je pa gotovo padel pod to kategorijo, ne, da je zapleteno preteklost ustvarja, je pa Drago Jančar. Ja, no, mogoče preden greva k Jančarju, Jančarja si tudi ogromno prevajala, ne? Ja. Ampak to, kar si zdaj že v resnici izpostavila, se mi zdi, da tudi veje iz te knjige Vračam se iz gozda. Namreč od vseh, hočem reči, prej je bila tvoja perspektiva veliko bolj objektivna, veliko manj osebna in to, kar je recimo ta zbirka mikrozgodb, ne vem, kako ne sploh imenujemo v resnici. Črtice so to. No, črtice, črtice. No, črtice, dobro, črtice, ja, no, črtice. Skratka,
v bistvu ta sprememba perspektive je zame v bistvu tukaj zelo pomembna ali pa zelo očitna, ne. Se pravi, iz te manj osebne, objektivne v zelo osebno, o kateri zdaj tudi recimo o Pahorju govoriš, ne. Se pravi, ne govoriš več, tudi nazadnje, pač tvoji prevodi, ne, mogoče govorijo tudi zelo neposredno pač o tebi, ne. Recimo, bi lahko nekako označila, kaj skozi te prevode skušaš povedati. Seveda, to je zdaj dolgo časovno obdobje, ne, midve se zdaj sprehajava, ampak mogoče vendar, no. Ne, jaz mislim, da je ravno obratno se zgodilo, Barbara. Da ne gre za to, da bi jaz sebe hotela izpovedati skozi to, da prevajam neke avtorje določene, ampak da je s tem, ko so me začeli zanimati avtorji, sem se jaz tudi njih naučila sebe gledati na en drugačen način in sem potem na eni točki dobila, ne vem, moč ali pa potrebo ali pa željo, da potem začneš pravzaprav nase gledati tudi skozi eno tako prizmo bolj zahtevno ali pa, kaj pa vem. Sicer je tudi res, da vse te črtice so nastale v teh zadnjih 10 letih, ko sem jaz res veliko potovala in res bila v stiku z ogromno ljudmi in ogromno različnimi kraji in tako naprej. In potem sem nekako rabila samo sebe povezati v eno celoto in zaradi tega se mi zdi, da je tudi zato nastala ena taka osebna zgodba. Zato, da nekaj naredim, da skupaj drži, da se ne raztresim popolnoma. In to se mi zdi, da je ena taka izkušnja precej splošna za marsikoga danes, da živimo v toliko različnih zgodbah, da edino, kar jih povezuje, si ti sam kot subjekt. In na tak način je, ker zgodbe nisem mogla več napisati. Mislim, če bi mogla pisati zgodbo o sebi, tako kot so včasih romanopisci ali pa spomine pisali, ja pa neko kronološko urejeno pripoved, se mi zdi, da jo naša generacija ni nekoga več sposobna. In potem si ti tisti cement, ki drži skupaj vse te drobce. V resnici zgodbo mislim, da jaz jo berem, ne. Jaz jo pač berem iz teh tvojih... Se je, ampak je iz mozaika. Tako, med vrsticami je treba brati, ne. In v resnici ne gre, po mojem, tako, kot si rekla, verjetno res ne gre za nek zavesten proces, ampak v bistvu bolj za nezavedno, ne. Ampak vse, neki prevode ti iščeš, neki prevodi pa iščejo tebe. Recimo se mi zdi, da si v zadnjem času precej prevajala tudi v španščino, ne. Recimo Vojnovića, Jugoslavija, moja dežela, ne. Tudi tega, recimo, tudi on je bil v bistvu zanimiv, brali so ga tudi recimo moji prijatelji v Baskini, ne. V Baski, spomnim se, ko sem nazadnje prišla, to je bilo lani, ne, mi je ta prijateljica rekla, glej, sem se pripravila, da boš prišla, pa mi je pokazala, ne, Vojnovića, ne. Ampak tvoja izkušnja v resnici s tem romanom pa ni bila najboljša, ne? Ne, mislim, z romanom je odlična. Z romanom odlična. Ne reči nič proti tej knjigi, ampak založba je pač zelo precej komercialna, bom rekla tako, tako da mislim, da so se oni odločili za prevod zaradi tega, ker je pač knjiga že začela krožiti po drugih evropskih jezikih. In mislim, sam primer, recimo, reče, hoteli so dati pač zemljevid Jugoslavije noter in pa sem rekla, da je to v bistvu nesmiselno na tak način sugerirati ljudem, saj to itak se pozna, in so rekli, ne, pri nas na založbi nihče ne ve, kje je Skopje. Sploh ne vejo, kaj to je. In je bil tak odnos, recimo s temi popravki, s korekcijami, saj sem nekaj tudi že govorila o tem, da so bili, da res v bistvu ni bil več prevod, ampak je bil neka priredba, taka zelo nasilna v to, kar si nekoliko lahko predstavljaš iz Španije, glede hrane ali pa kakšnih teh običajev in tako naprej, ker je bilo tako, kot če svet ne bi mogel obstajati v neki drugi verziji, nekje drugje, pa je sam 1000 kilometrov razdalje. To se zgodi včasih, da imaš ta občutek, da pač nimaš sogovornika na drugi strani. Čeprav je res, da je knjiga pol krožila in odlično in še zmeri je prisotna, tako da je tu še zmeri zelo velika sreča in je tudi treba te prevode delati. Samo mogoče sem res bolj vajena takih založnikov ali pa sogovornikov, ki jih pravzaprav to res zanima in kjer lahko potem tudi kakšno, ne vem, na nek bolj poglobljen način pristopiš k temu. No, ker v bistvu to recimo je en del španskega konteksta, ne. Po drugi strani recimo je pa druga zgodba, se mi zdi,
je pa Pahina zdaj spuma, ne? Se Ja, pravi, seveda, ja. ja, si pač recimo izdala pa izbor slovenskih kratkih zgodb, ki so pod naslovom Zgodbe, a ne? Izšla je pri založbi Pahina zdaj spuma, ki je založba specializirana za izdajanje kratkih zgodb, a ne? Ja, in recimo sem to knjigo podarila prijateljici in pisateljici Kari Santos, ne, in je rekla, da jo je ta zgodba, Kozbekova zgodba, ne, ki si jo vključila v to zbirko, da jo je zelo pretresla, ne. A si tudi še kakšne druge odzive dobila ti? Ja, Kako to je to? zdaj že kar nekaj Kar nekaj časa časa, nazaj, ne, ja, tako ja. da se prav zelo ne spomnim. Je pa to res, ne, da so oni imeli tudi, niso izdali samo slovenske kratke proze, ampak so imeli precej širok izbor v tistem času. Zdaj je ta založba se sicer tudi zelo spremenila, tako da pravzaprav stikov nimam več z njimi, ampak ker so postali veliko večji, ne, recimo tako. Ampak na nekem tem začetku so pa imeli zelo pozorno branje in tudi zelo veliko svobode so mi dali, tako da pol ta izbor je bil res z uvodom in tako naprej. Res sem se lahko pravzaprav zbrala tudi, da prevedem Kocbeka ali pa Jančarjevo Vestino, ne, recimo, res taka zgodba, ki jo ne bi noben komercialni založnik verjetno kar tako vključil noter, pa je tako lepa, ne, in je tako zanimiva. Tako da tu so take lepe izkušnje, niso pa pogoste. Ja. Že prej si pa recimo tudi omenila Jančarja, ne, recimo Jančarja si ogromno prevajala, Zvenenje v glavi, Katarina Pavje Zid, Severni sij, Pogled angela, ne. Recimo spomnim se ene recenzije, kjer je pisal, mislim, avtor sicer ni prav poglobljeno, no, se mi zdi, vstop v besedilo, ampak je vendar napisal, ne, da v bistvu, da je ta pogled pač zelo poseben, a ne, in tudi v pogovoru za Buklo recimo si rekla, da sta Jančar in Jaume Cabré v bistvu spletla prijateljstvo, ne, se pravi, v bistvu so bili neki odzivi, veliko stvari se je zgodilo, ne, ampak vsem pa ni bilo to, tako kot si prej že rekla, ne, v resnici, kar bi si ti želela, ne. Ja, ni, nekako ni prestopilo, a veš, saj tudi mogoče, čeprav vem, da ena kolegica, profesorica je šla v Maribor na izlet z možem eno poletje, zaradi tega, ker so Severni sij prebrali, ne. So ljudje, ki pravzaprav se jih je to dotaknilo in te knjige obstajajo, ne. Samo, da bi, je verjetno to res, da ne obstaja tako kot pri Vojnoviću recimo lahko rečeš, da obstaja ena predstava o tem, kar je Jugoslavija bila, ne, in potem se na to lahko vključi, ali pa Trst obstaja in potem Pahor lahko govori, da je Trst nekaj drugega, medtem v tem, kar pa Drago Jančar govori na nek način, pa se mi zdi, da v Španiji pa ni enega takega odnosa do preteklosti, nekoga ni, no, ne vem. Edini, ki ga mogoče res probal razviti, je Jaume Cabré, samo potem je on pa tudi čisto ene druge vode odšel, ne, ker se je pač spustil vso to lepoto in umetnost in to, se pravi, ta njegov zadnji roman ni več Sodnik, recimo, ne, ki je še global noter v to, kaj pravzaprav je Barcelona. Potem naslednjo tako ime, ki recimo ga tudi deliva v prevodih, ne, je Aleš Debeljak, ne. Se pravi, prevajala si tako njegovo poezijo kot eseje in zelo me je, torej, ko sem premišljevala o tem najinem pogovoru in tako, sem se spomnila Aleševe zbirke Tihotapci, kjer je tudi pesem z naslovom Botanični vrt, ki jo je posvetil tebi, ne. In zapisal je, in to mi je bilo tako, se mi je zdelo, da te zelo lepo opiše, natočiti vročo kavo in z isto roko prinesti keramiko do ust, to je velikanski dar. A bi mogoče še kaj dodala o Alešu? Ja, no, z Alešem smo bili prijatelji, a veš, to je v bistvu hkrati lepa in zelo žalostna zgodba, ne, tudi na osebnem nivoju, ker imamo pač enako stare otroke in smo pol res bili skupaj. Aleš je mene tudi od vsega začetka nekako veliko naučil o tem, kako je živeti v tujini, preden sva se spoznala, se pravi, vse te njegovi eseji in zgodbe so govorile v bistvu zelo podobni izkušnji, kakor je bila moja, ko sem odšla živeti v Španijo, ne, prvo v Madrid, pol v Barcelono, se pravi, to ni enostavno, čeprav se zdajle tako lepo smejejo drugi, ampak presaditi se v eno novo okolje je zmeraj zelo naporno, ne. Zelo pogumno. Zahtevno, ja. In pa je fajn, če imaš, je lepo, če imaš nekoga, ki je o tem že šel skozi to zgodbo in o tem nekaj povedal, ker je to zelo pomaga, ne, da se ne najdeš sam. Sploh zaradi tega, ker tudi ta moj odhod je nekako sovpadel tudi z vojno na Balkanu, ne, in pa so bile te nekako en občutek, da se pravzaprav vse razdira, kar si poznal
še posebej močan, no. Sem pa Aleša, mislim, da njegove poezije jaz nisem prevedla, če ne, v knjigi ne, zato ker to je Xavier Faré v glavnem delal v katalonščino. Sem pa prevedla eno zbirko esejev, to pa je res, ker je precej izjemno, da bi v knjigi šla, da bi v knjigi samostojni monografiji šli slovenski esejisti, to se mi zdi, da je redkost, no, nekako. Je bil pa tudi to zelo lepo delo. V bistvu si pa, zdaj ves čas govorijo pravzaprav o različnih registrih, ne? Prevajala si tudi Braneta Mozetiča, tako pač njegovo poezijo, tako tudi besedila za otroke v španščino in katalonščino in ravno tako Svetlano Makarovič. No, ampak vseeno, ne, zdaj govoriva pač o razponu registrov tvojih, ne. Kaj pa recimo bi izpostavila kakšno specifiko prevajanja mladinske književnosti? Ja, mislim, jaz tle imam eno tako čisto oseben odnos, kolikor so bili moji otroci majhni in je bilo to zanimivo, zdaj, ko niso več majhni, ni več zanimivo žal. Ampak se spomnim tega, ne, zelo izjemno lepa izkušnja je bila tako teta Magda od Svetlane Makarovič, pa pol ta Mišmaš. Obe knjigi sta tudi prišli do druge izdaje, kar je tako prav krasno videti, ne, da imaš ne samo en izvod knjige, ampak dva, ker se je in sploh Pekarna Mišmaš se je ogromno prodajala in imela več ponatisov, ne, pa dve izdaji celi, tako da to je bilo zelo lepo. In je luštno to prevajati, seveda, krasno je, zaradi tega, ker moraš pač tudi nekako prilagoditi temu otroškemu jeziku in temu, kar otrok lahko prepozna, tako da vem, da smo, ta je recimo zelo lepa anekdota je, da Mišmaš seveda se ne da napisati po katalonsko, tako da tisti š ne moreš dati gor, da bi pa napisal š po katalonsko, je treba pa i, x napisati in pol bi bil bolj mix, max, ker ne bi nihče mislil si, da je to treba prebrati Mišmaš. Pa smo rekli, to je treba spremeniti, to moram spremeniti, kaj čem dati. In je rovka, je musaranja. Se pravi, ima zelo podoben zvok, pa tudi, mislim, med mišjo pa med rovko se ni ne vem kakšne razlike, tu vem, da so lahko še Svetlano vprašala, če se ona malo strinja s tem. No, je potem res ta pek postal, Pekarna Mišmaš je bil pek rovka, pek musaranja, in je pol ilustratorka mi rekla, da je iskala cel teden, kakšne so musaranjas in da je lahko potem narisala te zgodbe, zaradi tega, ker pač prevod je nekako vključil eno čisto novo zgodbo noter. Samo je bilo nujno, ker če bi mu rekel Mišmaš, pač to ne spomni na miš v katalonščini. Mišmaš in je ena taka lepa zgodba, ki je pravzaprav delovala in tista cela zgodbica, mislim, da se je res prijela, ker je bila 10 let sigurno v knjigo. Super, to je res krasno, ne, za enega prevajalca slišati in v bistvu ne nazadnje tudi, ne. Zdaj smo počasi se pomikava že proti koncu najinega pogovora. Jaz se spomnim, da pred leti je bilo to, ko je šla ta impozantna knjiga o nemško-katalonskih literarnih stikih, šla je v dveh tako zajetnih knjigah. In v bistvu si ti ogromno pisala tudi o stikih med Katalonijo in Slovenijo in ves čas pravzaprav izpostavljaš pomen prevoda. Zdaj pa zelo na kratko, če je to mogoče nekako povedati, torej zakaj se ti zdi prevod tako zelo pomemben, ne? Pravzaprav si mu posvetila vse svoje življenje, to posredništvo, ne? Zakaj? Zakaj je prevod pomemben? Mislim, da ni samo posredništvo, ne, saj mogoče je ravno mislim, da smo nekako zadele s tem vprašanjem žebljiček na glavico. Ne gre za posredništvo, se pravi, ne gre samo za to, da nekaj preneseš z enega kraja v drugega, ampak je nek drugačen pogled na svet. Zaradi tega, ker tam, kjer so meje, ti ne vidiš meje, ampak vidiš nek prehod ali pa neko možnost, da se stvari oplemenitijo, spremenijo, drugačno, dobiš en drugačen pogled na svet, se pravi, prevajalec ali pa nekdo, ki pač pozna več kot eno kulturo, dobi ne relativnost, ker stvari niso relativne, stvari so zelo trdne, ampak veš, da pač nimaš vedno prav in da imaš prav samo v tistem kontekstu, v katerem se recimo v tem trenutku nahajaš in da če to obrneš ali pa da se je treba znati prilagoditi, da so stvari lahko potem tudi bistveno drugačne, kadar začneš odkrivati te odtenke kakšnih pomenov na eni in drugi strani med jeziki, ne, se potem pravzaprav zaveš
tega, koliko je svet pravzaprav bogat in kaj nam vse še manjka. No. In to se mi zdi, zaradi tega se mi zdi prevod tako pomemben nasploh za neko prihodnost, za to 21. stoletje najmanj, da ne bo dovolj, da imamo samo cenovne letalske prevoze, pa ne vem, Erasmuse ali karkoli, zato da hodimo okrog po svetu ali pa da gremo kot turisti lahko kamorkoli si pač zaželimo, to je bilo včasih, mislim, da se bo vrnilo, ampak je treba spremeniti odnos do sveta, se pravi, da se treba tega zavedati, ne da lahko prideš kamor hočeš, kar je bil ena taka ideja tega evropskega imperializma, ne, pač si zgradim avtocesto do zadnjega kotička sveta in bo moj, ampak je ena drugačna občutljivost. No, se pravi, da če hočeš videti svet, moraš samega sebe nekako zakrit, utišati, zato da lahko pravzaprav druge poslušaš in šele čez to se lahko spremeniš. Ne? In to je pa en tak odnos, ki ga pa prevajalec z leti res pridobi, ker ne moreš biti ti glasen. Moraš najprej slišati nekoga drugega, ko govorijo, ne, šele potem mogoče se lahko zgodi tako, kot se je meni zgodilo, da rečeš, zdaj bomo pa tudi kaj o sebi napisali, ne, ampak je res ena taka sposobnost tega, da lahko opazuješ svet, ne da bi mislil, da se mora svet tebi prilagajati, ampak da se ti prilagajaš temu, kar počasi spoznavaš. Ne? Tudi druga stvar je ta, da ni nobene stvari, ki bi bila tako jasna. Ne? Ker pri prevodih se vedno odkrije, da še toliko drugih stvari ne veš. Ne? Ja, spet smo prišli pravzaprav na mejo, ne? Smo se vrnili k Grmadi v Pristanu. Jaz moram reči, da si ne morem kaj, da ne bi videla tukaj določene simbolike, pa tudi podobnosti med vama z Borisom Pahorjem. Ne? Pač ta naš tržaški pisatelj vedno znova poudarja izkušnjo, ki ga je in nas je zaznamovala. Ti si pa leta in leta pisala o slovenski literaturi in jo predstavljala v različnih okvirih. In zdaj pred nami ni samo Grmada, ne? Se pravi, ni samo zmagoslavje barbarstva nad civilizacijo, pač pa je tudi Kres. Dokaz, da civilizacija lahko vedno znova preživi uničenje z vitalnostjo, ki jo daje beseda. In zdaj bi rada, da prebereš še kakšen krasen odlomek iz tega besedila. Iz Pahorjeve Grmade. Da. Bomo našli, smo si pripravili. No. Zdaj tukaj imam. Ampak bom prebrala po katalonsko. Ja, seveda, super. Prebrala bom konec Grmade v Pristanu, se pravi te dolge zgodbe, ki ima 40 strani najmanj, v katerem se pogovarjata Evka pa Saško, ki sta tako dva prijatelja, ki sta tam se podila po teh tržaških ulicah, o tem, kje je Francija. In bom prebrala teh zadnjih, ne vem, 10 ali pa 15 vrstic. Leuca callava. Potser el seu pare també se n'aniria a França, pensava. No estaria malament que hi anés. I allà no cremen les cases de ningú? I ara, va dir enfadat el Saško, a la meva mare li diran madame. El tramvia passava arran del mur del carrer Tor Sant Piero. Aviat arribaria a l'altura de l'arc i giraria en direcció a Royan. A França, els tramvies van per sota terra, va dir Saško. No pot ser, sí que pot ser. El meu pare m'ha escrit que ho ha vist. Veniu-me a veure, va escriure. He trobat feina i aquí hi ha tramvies que passen per sota terra i no vull que els feixistes us facin mal. Leuca callava. Encara eren al costat del mur, a sota grinyolava el tramvia que ara venia de Royan. Escolta'm, Saško, què? Per on es va cap a França? Per darrere de Trstènic, va dir el Saško i va mostrar amb el dit cap a Barkovlje en direcció cap a l'oest. Sem imena po slovensko prebrala, ker ste verjetno opazili, ker nismo Slovena. Tudi to je bila recimo ena lepa izkušnja iz tega prevoda, da smo vsa imena geografska pustili neprevedene, jih nismo spreminjali, razen Trsta, ki je pač znan, jih nismo spreminjali. Super, hvala. Hvala, Simona, za ta res krasen pogovor in predvsem za to, da z nami deliš, da si. Hvala vam. In da
da boš pač še naprej, upam, da boš še naprej lahko to počela, ker ti je v veselje Upajmo. in je tvoje poslanstvo očitno. Hvala lepa in hvala seveda za nagrado, ne, tega ne smem pozabiti omeniti. Hvala lepa, Barbara, za pogovor.